Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Kraljica venca rožnega, naj celi sveti hvalo da, je človek star že ali mlad, naj rožni venec moli rad, je človek star že ali mlad, naj rožni venec moli rad. Kraljica venca rožnega ima v naročju Jezusa, pa v rokah rožni venc drži, želi, da molimo ga vsi. Pa v rokah rožni venc drži, želi, da molimo ga vsi. Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v obiskovanju Elizabete nosila. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v obiskovanju Elizabete nosila. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v obiskovanju Elizabete nosila. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v obiskovanju Elizabete nosila. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v obiskovanju Elizabete nosila. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljena sad svojega telesa, Jezus, ki si ga devica v obiskovanju Elizabete nosila. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v obiskovanju Elizabete nosila. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v obiskovanju Elizabete nosila. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v obiskovanju Elizabete nosila. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v obiskovanju Elizabete nosila. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
smrt ne verjamem. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej, in v vekomaj. Amen. O Jezus, Odpusti nam naše grehe, obali nas svetenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. Najrajši Marijo častim, Marijiničem pevati dokler živi, ker Mati je Božja kraljica neba, za grešnika vsakega milost ima. Nebeški Gospod je Marijo odbral, device in matere slavo ji dal. V naročju preljubega Sina drži, za nas ga z ljubeznijo rajsko goji. V naročju preljubega Sina drži, za nas ga z ljubeznijo rajsko goji. Sina in Svetega Duha. Hvala Jezus in Marija, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni še v eni domači oddaji Pot poti. Kot sem od zadnjič obljubil, bomo danes obiskali družbo Marijinih sester, čudoljubne svetinje, to so Marijine sestre v Ljubljani, in vse sestre lepo pozdravljam v našem domači oddaji Bog vas živi. In morda bi vas prosil, da se nekako našim gledalcem oddaje Pot poti predstavite. Jaz sem sestra Božidara Goličnik, sestra Edith Metelko, pa sestra Ana Tominec. Pred časom smo predstavili slovenske usmiljenke, danes pa smo na obisku pri Marijinih sestrah. Njihova uradna ime je družba Marijinih sester čudodelne svetinje. Kje, kako in zakaj je nastala potreba po ustanovitvi take družbe, bomo vprašali kar sestre same. Ja, družba Marijinih sester je nastala v Ljubljani leta 1926. Korenine te ustanove pa segajo v drugo polovico 19. stoletja. Takrat so v naše kraje prišle usmiljenke. Svoj sedež so imele v Gradcu v Avstriji. Pod vodstvom njihove prve provincialne predstojnice, sestre Leopoldine Brandis, je njihova ustanova zelo hitro razširila svoje delovanje v bolnišnicah, zavodih za zapuščene otroke, v zaporih in podobnih ustanovah. Sestra Leopoldina pa je uvidela, koliko bolnikov ostaja doma in umira na svojih domovih brez telesne in duhovne pomoči. To je bil zanjo izziv, lahko rečemo Božji namig, da je začela usposabljati dobre dekleta, ki so se pod njenim vodstvom posvečale tem bolnikom. Iz te skupine se je v Ljubljani leta 1878 oblikovala prva skupnost, ki so imenovali bolniška dekleta. So pa živele in delale pod vodstvom sester usmiljenk. Po smrti ustanoviteljice sestre Leopoldine Brandis se je skupnost približno 100 bolniških deklet leta 1926 razvila v samostojno družbo Marijinih sester čudodelne svetinje, kot je to danes. Zanimivo je, da je bila vaša ustanoviteljica usmiljenka. Kdo je bila ta usmiljenka in zakaj se je odločila za ustanovitev nove družbe in kaj je pravzaprav po imenu, ki ste ga dobili, kako ga nosite? Z veseljem vam predstavim ženo, ki je v drugi polovici 19. stoletja spremenila obličje velike Avstro-Ugrske pokrajine.
Tu mislim na socialno in duhovno stanje. Po njej in njenih duhovnih hčerah je evangelij ljubezni prodrl v bolnišnice, zavetišča, v šole in zavode za zapuščene otroke, v zapore, siromašna stanovanja, na ceste, skratka med najbolj uboge in odrinjene. Sestra Leopoldina Jožefa Brandis prihaja iz grofovske družine, v kateri je bil močno razvit čut za sočloveka, še posebej za ljudi v stiski. Rojena je bila v Gradcu leta 1815. Leta 1831 se je družina preselila v svojo graščino v Maribor. Od tam je Jožefa z 21 leti vstopila k usmiljankam, ker je v sebi začutila močno željo vse življenje posvetiti najbolj ubogim. Privlačilo jo je tudi življenje v kontemplativnem redu. Ob evangelskem odlomku o Mariji in Marti se je spraševala, kaj narediti, pa je takole zaključila, da Marija si je izvolila boljši del, toda jaz hočem imeti oba, drugače bom svoj poklic izpolnila le na pol. Ko je postala sestra in pozneje predstojnica, je vse svoje sposobnosti, vso ljubezen posvetila bolnikom in ubogim. Podobno kot Vincenci Pavelski se je tudi sestra Leopoldina dotaknila ubogih tam, kjer so bili, vseh, posebno pa tistih, ki jih je družba izrinila na rob. V njih je odkrivala Božjo podobo. Ubogi so bili v središču njenega življenja, ker je v njih gledala Kristusov obraz. Pri njej ni bilo dvojnosti. Kdor ljubi bolnika, ljubi Boga, kdor služi bolniku, služi Bogu. Nova ustanova bolniških deklet je logična posledica njenega duhovnega razmišljanja. Je rezultat njene zvestobe Vincencijeve karizmi in njene tesne povezanosti z Jezusom in Marijo. Kakšno je vaše poslanstvo oziroma vaša karizma? Marine sestre zajemamo iz bogate zakladnice duhovnosti in karizme svetega Vincencija Pavelskega. Naša ustanoviteljica, sestra Leopoldina Brandis, pa je dala še močan marijanski poudarek. Naše geslo so Marijine besede, gledekla sem Gospodova. V duhu teh Marijinih besed, ki je duh ponižnega služenja, se odvija tudi naš apostolat pri bolnikih, pravzaprav kjerkoli smo. Naše poslanstvo nam je označila z besedami iz Evangelija. Kakor je nekdaj Marija hitela čez hribe, da bi ljubeče stregla svoji teti Elizabeti, tako naj bolniške sestre hitijo v stanovanje bolnikov, da tja ponesejo tolažbo in pomoč, ter z najpožrtvovalnejšo ljubeznijo strežejo trpečim, h katerim so poslane. Marine sestre, imam poslanstvo, ki presega zgolj naše človeške moči, zato je Kristus v Evharistiji središče našega življenja. Ko pa je vse naše bitje darovano njemu, nas on obdarja svojim duhom, da po zgledu Marije, ki hiti k Elizabeti, tudi mi hitimo k bolnikom, na njihove domove, v domove za ostarele, v duhovniške domove, v bolnišnice, med invalide in ljudmi s posebnimi potrebami, pa tudi med najmlajšo v našem vrtcu Nazaret, tudi med otroke in mladino pri verouku, v duhovnih vajah in raznih srečanjih. Torej je sveti Vincencij Pavelski vaš duhovni oče? Res je, smo ena od dve velike vincencijanske družine, ki je po svetu zelo razširjena. V to družino spadajo duhovniki lazaristi, usmiljenke, Vincencijeve konference, Vincencijeva zveza dobrote, Marijanska vincencijanska mladina in še mnogo drugih, tudi laičnih ustanov, ki se v duhu svetega Vincencija posvečajo materialno in duhovno ubogim. Danes se odpirajo nove oblike oboštva, brezdomci, droga, kriminal, trgovina z otroki.
kjer lahko učinkovito pomagamo le, če smo povezani med seboj. Kam se je družba širila, kje imate svoje hiše, koliko sester je sedaj v vaši provinciji oziroma v celi družbi? Iz Slovenije se je že v prvih letih družba hitro širila po vsem ozemlju tedanje Jugoslavije, poznaje v Italijo, Argentino, Kanado med naše izseljence, v Nemčijo, na Slovaško, v Ukrajino, pa tudi v misijone v Afriko, bolj točno v Benin. Naša družba šteje 170 sester, v slovenski provinciji pa nas je 76. Kje vas lahko najdemo, kako pridemo do vas? Vrhovno vodstvo naše družbe in sedež slovenske province sta v Ljubljani. Marijine sestre slovenske province lahko srečate v duhovniškem domu v Ljubljani. 3 sestre delajo v ljubljanski bolnišnici. Najdete jih tudi lahko v Mariboru, na Dobrovi pri Ljubljani, kjer je hiša novicijata in prostor za duhovne vaje. Ena postojanka je v Predoslah pri Kranju, v Rimu, v Gorici, v Torontu, v Teplički na Slovaškem in v Kijevu. Spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, še vedno smo v oddaji Pot poti, kjer predstavljamo družbo Marijinih sester čudovitne svetinje, so Marijine sestre. Kako pa poteka pravzaprav priprava na poklic Marijine sestre, kakšni so pogoji za vstop, koliko časa traja ta vzgoja do večnih zaobljub, kako pravzaprav mlada punca začuti, da jo Bog kliče v ta duhovni poklic, ki je verjetno tudi težek. Poklic je dar, ki ga Gospod položi v srce tistega, ki ga on izbere. Človek pa naj na ta klic ljubezni svobodno odgovori. In ko na primer neko dekle želi postati Marijina sestra, se predpostavlja, da iskreno želi hoditi za Kristusom po poti 3 evangelskih svetov, čistosti, oboštva in pokorščine in služiti ubogim po zgledu Marije Gospodove služabnice. Priprava na dokončno podaritev traja 7 do 9 let. Prva stopnja je kandidatura, kjer se prilagaja vsaki prosilki osebno. V tem času navadno obiskujejo šolo, da se usposobijo za določen poklic, če niso že prej imele pred vstopom. Postulat je že bolj resna priprava in traja najmanj 6 mesecev. Lahko se podaljša, da dekle bolj spozna ustanovo, sestre, one pa njo. Potem je novicijat, ki je najbolj intenzivna doba vzgoje, ko se novinka seznani z duhovnostjo, karizmo in življenjem v družbi. Traja 1,5 do 2 leti. Po končanem novicijatu sestra naredi prve zaobljube, čistosti, oboštva in pokorščine in te začasne zaobljube potem obnavlja vsako leto do 5 let. Potem se lahko podari Bogu z večnimi zaobljubami. S tem pa vzgoja ni končana. V duhovnem življenju in na strokovnem področju je treba delati do smrti. Zato imamo veliko možnosti. Vsak dan določen čas za molitev, duhovne obnove, letne duhovne vaje, potem razne tečaje, seminarje, branje dobrih duhovnih in strokovnih knjig, duhovno vodstvo in podobno. Kje vidite bolj? Veliko nam pomeni vsakdanja sveta maša in pa dnevno premišljevanje o Božji besedi. Je verjetno sveta maša tisti vir moči pa molitev, ki vam daje moč za cel dan, za delo, ki prihaja, ne? Ja, to je nekje vrhunec dneva. Kje vidite možnost, da bi se vaša redovna skupnost še razširila? Čutimo se res nemočne in majhne pred izzivi današnjega časa, zato ker je tudi malo poklicev, vendar upamo, da vse dogajanje vodi dobrotna očetova roka, kot je rada rekla naša ustanoviteljica.
Bog zna vsako trpljenje in pomanjkanje obrniti tudi v naše odrešenje. Zato ne moremo odpirati novih ustanov, nihče pa nam ne more braniti, da smo z veseljem to, kar smo, Bogu posvečene žene in da smo zveste poslanstvu, ki ga že zdaj upravljamo. Verjetno bi se naši gledalci tudi vprašali, ko vidijo te čudodelne svetinice, morda bi kakšno besedo, dve tudi o temo dejali, ko so nastale. Marijine sestre nosimo čudodelno svetinjo kot naš poseben znak pripadnosti družbi. To tudi zato, ker so prva dekleta, ki jih je mati Brand izbrala, so prišle iz vrst otrok brezmadežne. To je laška ustanova, ki je ustanovil gospod Aladel že takrat, ko se je Marija prikazala sveti Katarini Labore v Parizu in je naročila Katarini, naj se da kovati čudodelna svetinja. In drugo naročilo je bilo, naj se ustanovi družba, ki bo ta čudodelna svetinja nekako povezovala in bo posebej častila Marijo brezmadežno. In iz te družbe so potem prišle prva dekleta v našo družbo. In tako potem, ko se je družba dokončno formirala, smo to svetinjo obdržali kot naš znak pripadnosti Mariji. Lepo, lepo. Morda bi še naše gledalce, predvsem tiste mlajše, zanimalo, kako pravzaprav dekle lahko vstopi v ta poklic oziroma v tole družbo Marijine sestre čudodelne svetinice, kako pravzaprav najti tisti prvi stik, pa spoklicati ali kako? Veliko deklet srečamo v duhovnih vajah, ko pridejo, ki jih tudi organiziramo in potem ostanemo z njimi v stiku, če želijo, če se zanimajo. Navadno nekaj časa takole oddaleč prijateljujemo, ali se dopisujemo, ali pridejo na obisk. In pozneje, če vidi, da je ta poklic privlači, se začnemo pogovarjati, kako naj pride, kakšni so pogoji in tako. Najprej pa Bog da bi bilo čim več. Ja. Kaj bi na koncu povedali naši gledalci, mu daje pot poti, morda kakšno misel na svet? Kot Marijina sestra bi se najprej obrnila na vas, bolnike in ostarele. Če vam je Gospod dopustil trpljenje, vas zagotovo ne bo pustil osamljene. On vam je vedno blizu, to vam lahko zagotovim. Tudi molitev mnogih vas spremlja in vam je lahko oporo. Naj omenim samo naše starejše sestre, ki zdaj ne morejo več v zunanji apostolat, ki ure in ure preklečijo pred Najsvetejšim in molijo za vas svet, za sveto cerkev in za bolnike. Res, one so vam blizu. Tudi nam so v oporo, ki delamo zunaj, vemo, da nas vedno nekdo spremlja z molitvijo. Potem bi se obrnila tudi na tiste, ki strežete bolnikom, ostarelima naj bo v bolnici ali v domovih, kjerkoli, ali svojim sorodnikom. To je veliko poslanstvo in lepo. Morda bi rekla kar z besedami naše ustanoviteljice, ko pravi, ali nismo dolžni vstopiti v bolniške sobe kot kapelo in imeti v mislih Jezusove besede, karkoli ste storili, kateremu izmed mojih najmanjših bratov ste meni storili. To je res lepo poslanstvo, čeprav je težko. Tudi mlajšim bi rekla, ne bojte se Kristusa, ne bojte se odgovoriti na njegov klic. Če vas pokliče, mu sledite. Gotovo vas ne bo razočaral. Vsakemu je Gospod zaupal svoje poslanstvo. Temu naj sledi in ostane zvest in posrečen. Ja, Bogu hvala, upam, da bomo tudi tako povezani v molitvi z našimi gledalci oddaje Pot poti. Iz srca se vam zahvaljujem za pogovor, sprejem. Na vaši življenjski poti vam vsem želim obilo Božjega blagoslova in vse dobro.
dobro, najbolje. Sem v dobrem kraju. Delam, nič nimam dela, berem veliko, pa molim. Lepo, Bogu hvala. Vedela je bolj pametno, da muči. Nisem. Jaz ne razumem. Res? Če že razumem, malo jih ne. Kdo je pa pisal to knjigo? Ja, tale, letega. Cerar. Cerar? Ja, Pa koliko dni že berete? ja. 2 dni, a ne? Pa koliko je star? Koliko je pa star ta? Nič toliko jaz. Sveda sem manj dobra, ne? Zdaj sem pa že tu. A sem že 1 let. Več. A več kaj let, jaz ne vem, ne. Lepo. Sam 90. Koliko časa ste pa že v domu? 12 let že teče. O, lepo. Vam je všeč tukaj? Ja, mora bi, da je pa ne. Ste spoznali kakšno novo družbo? Ja, eno sem, ki pa šla šele zdaj, ki se splohno. Terezika, ne, ko se piše. Lepo. Dobro vi to delate. Miklavž se bliža, je treba štrikati, a ne? Ja, pa zima tudi. Ja. Lepo. Hvala. 3 tedne bo v ponedeljek, kako zdaj to. Čez 2 dni bo 3 tedne. Aha, in kakšni so občutki? Prosim, Kako so vas sprejeli? zelo čudovito. Aha, kaj pa se sestre skrbijo dobro za vas? Ja, še kako. Predobro. O, Bogu hvala. Kako pa delovni dan, vaš dan se zapolni? Imate sveto mašo, molitev, Ja. rožni venec? Kadar ni tukaj maša, 2-krat na teden je tako tukaj, kadar pa ni, pa poskušam imeti še kapucino v kafe, dol v cirko. Aha. Tako da, hvala Bogu, z mašo začenjam dan. Potem pa imam za toliko časa, ki ga prej nisem nikoli imela. Aha. Kje ste pa doma bili? Drugače? Doma sem pa jaz bila iz Ptuja, Iz iz Ptuja? Italije. Aha. Zdaj ste pa prišli v ta dom? Prosim. Pravim, zdaj ste pa v ta dom prišli, ne? Ja, jaz. Tako. Kaj vam pa molitev pomeni, pa sveta maša? Ja, to mi pa veliko pomeni. Celi dan je drugačen. Zelo mi manjka, kadar ni, ampak če je kaj takega, da ni mogoče, potem je pač tako drugače, je pa čist nekaj drugega, če z mašo začneš. Točno tako. Hvala, gospod, pa vse dobro vam želim domu. Hvala enako, tudi vam. Tukaj se nahajamo v vrtcu Nazaret, ki je naš vrtec. Že dalj časa deluje tukaj. Začelo se je pravzaprav tako, starši tle iz okolice so prosili za varstvo kakšnega otroka in so sestre ga sprejele in čuvale. Potem se je pa to razvilo v pravi vrtec, ne? In ko je bilo to treba, smo potem tudi pravno uredili, da je zdaj vrtec koncesijo pod vsemi temi predpisi urejen. Tukaj je približno 20 otrok. Imamo potem pa še eno enoto na drugi lokaciji, ki jih je tudi 10 do 15. Tako da lahko, pred začetka smo imeli vrtec samo za majhne od 1 do 3 leta, zdaj pa imamo tudi večje, ker so starši želeli, da otroci ostanejo v vrtcu, v istem vrtcu do konca in to, hvala Bogu, nam je zdaj uspelo, da smo to lahko izpeljali. Lepo. Tukaj v tem vrtcu dela redno ena sestra, sestra Petra in sestra Andreja, ki je dela bolj administrativne stvari za dela. Potem imamo pa zaposlene še 4 dekleta, ki tukaj pomagajo, vzgojiteljice in zelo lepo sodelujejo. Lepo. Moje ime je sestra Magdalena.
Sem najmlajša sestra v tej skupnosti, delamo v bolnici, kjer skušam vsakdanjem trudom in delom služiti bolnikom in v njih najdevati Kristusa in njemu služiti. Da bi spoznali tudi preko ljubezni, ki jo skušam izžarevati, ki jo prejemam od Gospoda, da bi spoznali njega in da bi se njemu približali. To skušamo, ni vedno lahko, vsak dan je treba spet začeti in znova ostajati. Morda bi še našim gledalcem daje pot poti povedali, kako vas je pravzaprav Bog poklical v ta težek duhovni poklic sestre. Ja. Tako, moja pot je tako res ena pot tudi v poklicanosti. Ni en trenutek, ko sem rekla, zdaj pa grem, sem spoznala in grem, ampak je bila ena pot odkrivanja. Tako, že v mladih letih sem zaslutila nekaj, pa sem pustila in Gospod je ustrajal. Spet vedno znova sem začutila ob misli na poklic, tako eno vznemirjenje. Tako da na koncu sem rekla, grem in pogledam, če je to zame, da spoznam, da vidim, če sem tam srečna, če se najdem. In že znotraj samostana sem prišla v bolj osebni stik z Gospodom in sem začutila, da me res tukaj želi imeti, da je to moje mesto in tako grem naprej. Jaz se vam zahvaljujem za pogovor, pa vam želim na vaši duhovni poti obilo Božjega blagoslova. Hvala, enako. Tukaj se nahajamo v prostoru, kjer Marijine sestre dajemo topel obrok vsak dan brezdomcem, ki nimajo ljudje hrane. Približno okrog 25, 10-20 do 30 jih pride na dan tukaj jesti. Imamo tudi urnik, da vejo, kdaj priti, da ne čakajo, ali da tudi mi, da je na določena ura od 11:30 do 11:30, se tukaj vejo, da se deli in pridejo, sosedajo, potrkajo, sestra jim prinese na tasi, ponovadi naredimo eno posebno enolončnico za njih, pa kruha, kolikor pač želijo. Večkrat dobimo iz Karitasa ali pa iz Leclerca tudi kakšno hrano za njih, tako da jim takrat lahko velikokrat kruha dobimo in jim damo lahko kruha, kolikor hočejo, tudi za domov. Tako da se jim tudi na ta način pomaga. Zelo pozdravljam iz Ljubljane. Oddaje, kot je to tale, boste jo najdli tudi na Vatikanskem skriščanskem strežniku RKC.
Naslednji oddaji bomo obiskali oziroma predstavili Trinske mučenice, zato morate biti z nami. Želim vam vse dobro in lepo pozdravljeni do naslednjega snidenja oddaji Pot poti z tistim lepim, starim krščanskim pozdravom. Hvala Jezus in Marija.